tudi malo povedati o elektronskem poslovanju v carinskih postopkih. Kot sem že omenjala, nova zakonodaja uvaja obvezno elektronsko izmenjavo podatkov, to je 6. člen Carinskega zakonika, ki pravi, da mora vsa izmenjava informacij, kot so deklaracije, zahtevki, odločbe, med carinskimi organi in med gospodarskimi subjekti, potekati z elektronsko, obdelavo podatkov. Pomembno je pa tudi, so pomembna določila glede spremnih listin. To so dokumenti seveda, ki jih je potrebno priložiti, k carinski deklaraciji. Tukaj je tudi določba, da so te spremne listine, ki so potrebne za neki carinski postopek, da so v posesti deklaranta in na razpolago carinskim organom v trenutku vložitve carinske deklaracije. Torej, to pomeni, da ob vložitvi deklaracije ni potrebno nujno priložiti zraven vseh teh listin, je pa seveda treba se na njih sklicevati v carinskih deklaracijah, torej napisati v ustrezno, polje carinske deklaracije ustrezen podatkovni element, ki pove, da imamo določen spremni dokument. Če pa je potrebno priložiti ta spremni dokument, to pa predvsem, kadar je, kakšna carinska kontrola, v teh primerih pa imamo, možnost, oziroma imamo sistemsko urejeno, vlaganje e-prilog. Torej, kot veste, se v okviru, sistema za vlaganje carinskih deklaracij potem lahko elektronsko vložijo tudi, priloge. Seveda tukaj so skenirane priloge, skenirana dokumentacija, ni zdaj prava ta elektronska listina, da bi jo že vi kot recimo imamo projekt na davčnem postopku, e-računov, no, tako da te, ko bodo se ti prilagali, ti so ti pravi, elektronski dokumenti, seveda pa je zdaj ta vmesna stopnja, pa je v okviru sistema e-prilog, se dajo k deklaraciji, skenirane priloge. Pri določenih primerih, pa je potrebno že v vložitvi deklaracije tudi vložiti te, priloge, na primer, kadar vložimo z deklaracijo kot neki zahtevek, in potem treba dati kot prilogo že kakšno dokazilo. To pa pri posamičnih, dovoljenjih je pa potem to posebej opredeljeno. Seveda za to elektronsko poslovanje je potrebno, biti, povezan s portalom, e-carina, potrebno je imeti digitalno potrdilo, torej tisti, ki se želijo vključiti v ta sistem, so tudi vsa navodila na spletni strani Finančne uprave, potem imamo seveda helpdesk, sektor za centralno pomoč uporabnikov, tako da se nekako, čim lažje omogoči dostop do tega portala.